Poslušate Radio Kaos. Islamski mufti v Sloveniji, Nedžad Grabus in župan Zoran Janković sta danes v mestni hiši podpisala pismo o nameri prodaje zemljišča med Kurilniško in Parmovo ulico za gradnjo islamskega verskega in kulturnega centra. Tako je projekt, ki je bil verjetno ena bolj odmevnih tem županovanja Danisa Simšič, pod županom Jankovićem vendarle obrodil prve konkretne sadove. Ne ena, ne druga stran ob tem nista skrivali navdušenja. Ker sva, oziroma ker smo mi dva in ko smo islamska skupnost imamo začeli, mi se zdi, uresničevati ono, kar si pričakujemo in želimo že skoraj 40 let. Vesel sem, da lahko tudi pred predsedovanjem Slovenije v Evropski uniji pokažemo, da smo pripravili vso potrebno dokumentacijo za izgradnjo džamije in od danes naprej začnemo lahko operativno delati. Moj prijatelj bo začel zbirati denar za džamijo, za postopke. Mestna občina Ljubljana se je s tem podpisom zavezala k prodaji 6300 kvadratnih metrov zemljišča po ceni 402 evra za kvadratni meter, kar znese dobra 2 milijona evrov in pol. Islamska verska skupnost pa bo morala dokupiti še dobrih 2800 kvadratnih metrov zemljišč od zasebnih lastnikov, kar naj ne bi bilo pretežko. Ocenjujejo, da bi za nakup zemljišč porabili med 4 in 6 milijonov evrov, koliko pa bo stala gradnja džamije, še ni znano. Mufti Grabus pa ocenjuje, da bi bila lahko zgrajena v prihodnjih 5 do 6 letih. Še to, kljub temu, da novi statut občine županu omogoča, da samostojno odloča o prodaji zemljišč, naj bi župan Janković prodajo zemljišča v potrditev poslal tudi mestnemu svetu. Za Radio Kaos, Aljaž Pengal-Bitenc.